bi šel za minerca tudi, ne. Sem pa izvedel, da v Postojni rabijo pirotehnika, ki si pa na višjem nivoju kot minerc, ne. No, in sem se odločil, tudi sem šel v Beograd, center za opšto narodno odbrano, ne. No, in ker sem jaz tole tečaj naredil šolo, sem prišel pa nazaj, je bilo tudi 90. leta, je bilo že gosto, še ker sem bil tam doli v Beogradu, dejansko v Zemuni, in tako da so me rabili pa tule na domačimi tereni v stvari pri civilni zaščiti, ki me je poslala na tale tečaj. Potem je prišel pa eden tule od narodne zaščite, se pravi manevrska struktura narodne zaščite, da če bi lahko pristopil zabraniti svoje dvorišče, tako se reče po domače brjačo. Sem rekel, da ja, nekaj, si mislim, no, da sem bil sposoben. Takrat tudi v tej Beogradu so me učili ne samo peklenski stroj narediti pa ta diverzijo, ampak so me učili tudi reševanje ljudi. In med drugim je prišlo tudi prav, ker ljudje niso znali niti z orožjem delati, tisti so se ga dobili, bo treba narediti tečaj malo. Potem oni bi se kar skrili nekam, ne vem, za grm in jih je bilo treba tudi malo navaditi, da morajo vzeti malo s sabo od vode, malo hrane, prvo pomoč in pa recimo kramp, lopato pa štango, da bi, če se bi sami reševali ven, ne, za zaklonišče. Jaz sem v tisti, tej slovenski, no bi rekel, samosvojitveni vojni, sem tudi šel, ker s tem kamionom sem hitro naredil, se pravi surovina, Ilirska Bistrica je imela pogodbo za odvoz tega pločevine in tega, ne. No, in pa železa, no, kar je bilo, in tako da sem dobil drugo direktivo tudi, da sem lahko šel v te vojašnice, Pivko, v Ilirsko Bistrico, Postojno, in da sem videl, no, in poročal, kaj se dogaja tam, ne. Tako da bom povedal pa eno dobro zadevo, tudi od onih v Pivki, kamor smo bili zadnjič, tam se greje prehodke čez železnico, ne. No, in tam sem pa navadil kakšne pločevine, tako metali, in zmeraj mi je dal en poručnik Bešič, je bil vojaka s sabo, stražarja, ne. No, sem rekel, ma šta Bešiču, se bojiš, da ti ukradem ovaj lim, šta mi daješ tog stražara? Pravi, Andrija, nije tako. Znaš ti zašto ti ja dajem stražara? Ne znam, pa tamo su mine. Tamo su mine, pa da ne bi ti negdje zalutao, zato ti dajem ja stražara. I ako hoćeš pokupi sve, boli mene patak pravi, ne, razumiješ. Potem je bilo, da grejo tretjič tanki, če bi šli čez, so me vprašali od TO-ja, ker takrat smo in policija, in TO, in ta narodna zaščita bili vsi kot eden. Da če vem, kot gre tankovska pot, se pravi iz Pivke, pa poli gori do, rečemo, tovarne močnih teh krmil, kjer se je bila pa rampa za nakladati, ne. No, in sem jim urisal tankovsko pot, ker sem vedel točno, kje gre, in pravi oni od TO-ja, no, tle ma nesli pa dve tankovski mini. Ced sem bil tiho in sem rekel, ma sam pri sebi, tu kolega, kako šnes tankovske mine zdaj, ali bomo hodili vsem praviti, da so tam tankovske mine, ali pa bomo nečevali svoje ljudi, ker tam zdaj imajo ljudje košenino, pšenico in to, ne, to pot porabljajo. Pravi, ne, mi bomo nesli na tankovsko, ne na uno, je pa ime urisano. In sem rekel, ma una je zareščena in ta je bliže in bliž rokom porabljajo tu. Tako da smo poli narodna zaščita, nismo dobili, bi rekel, eksploziva za to, smo mogli iti na poligon 208, tu civilne zaščite, tako da smo prekopali fugase,
No in našli 305 mm granate, da smo prišli do določene količine eksploziva. Jaz sem pobral tiste vžigalnike v stran in dal električne. Tako da smo že iste popoldne uštimali, jaz sem rekel, tako pametno mino. Ne? Kabel zakopali in tam je mogel biti mož za aktivirati. Ne? Ni bila pa na pritisku ne tankovske mine, so 180 kg pritiska, ona obreše, ne gleda, kdo pride. Ne? Drugi dan sem šel jaz pogledat to zadevo, ki smo že isti večer uštimali. No je bilo od skoraj soseda mojega traktorskih tirov čez njo še pa še. Ne? Če bi bila una, bi sigurno šel mož. Ne? Poli so bile še take, no, da kaj sem tanki v Birtome kamnolomi, pa se ni noben upal iti pogledke gor. Ne. No, potem je manjkalo sta dva tanka, ker so jih vozili vojašence, je mogel spetli stric Andrejc prekontrolirati, ki so, ne, so se dva pokvarila, so šli nazaj, eden je pa zapestil svoje delovno mesto prezgodaj, ne, tako da se je stvar razčistila. No, potem je bilo sanacija Črnega vrha, eksplozije, tam je bilo mesec pa pol, tudi ne bilo vlih rožnato, čem reče, je polovico skladišče je eksplodiral, je bil krater 6 metrov krat 22 premjera. Drugo mes je bilo orožje, z druge strani je bilo pa minsko-eksplozivna sredstva, ki pa je bilo 4 tankovske mine narobe obrnjene in pa PRM-jke, tako da je bilo povezano, mišljeno, no nekaj bi bilo, da ker bo tam počelo, bo še tle pritisnilo dol. Ne? In počelo pa ni zaradi tega, ker je prišel pa toliko močen pritisk s strani, da tiste vžigalnike pa lomilo jih, ne jih stisnilo dol. Ne? Tako da je bilo še kar nekaj kamionov, bi rekel, nepoškodovane robe šlo ven. No? Pol je bilo pa 92. Je bilo pa sanacija minskih polj v Sloveniji, moram poudariti v Sloveniji. Poklic sem dobil, čeprav bi lahko tudi rekel, ne pa ne grem, ne. Ampak sem se čutil nekaj dolžnega, ker mi je država omogočila tole šolo, sem se odločil 10%. Pa sem gledal Toma Česna, ki je plezal brez varovanja, brez štrika, ne se mi kamen od kruši gre, je rekel še, se rekel, če ne bom jaz bil mona, da grem na minska polja, bo mogel biti nekdo drugi. Ker to delo je treba narediti. 60% sem se pa odločil, 4 fante imam in bi jo mogli hvajakam jeti, se s tem živeti in ne raje to starega ubije, kot da bolj se samo prstom trga. Mrsko še me vpraša, zakaj sem šel, da sem mona, ker sem šel, pa jaz ne vem kaj. In delali smo proti vsem normativom. Načrtu sploh ni bilo, bil je kakšen zapisnik, tam pa v cirilici še napisano, pa še vse skep narobe. Tako da te mine smo mogli dejansko uvahati, ki so. Če povem samo lih se stirkel en primer, če mi dovolite, ne. Prvo, ko smo prišli ekipa, ja, vse z minoiskalcem smo zmetali knofe vojaške, stanjol, papirje, vse tu, ker tisti minoiskalci je toliko točen, da odreagira celo na velik šop prihrada. In piskalo je kar naprej, mine pa ne bilo nikjer. Pa so nam rekli, tam so pa sigurno mine, ker so počele pod kombajni. No, dogovorili smo se, da bom govoril jaz, ker no, sem tudi prej kombajnijem, ne tu hvala, samo čem povedati. Ker sta prišla tista dva strojnika, ja, pri mojem je počelo tamle, pri mojem je tamle. Sem rekel, s kakšnimi, kaj ste bili 132 zmaj? Kako pa vi veste, ne? Sem rekel, jaz sem za tega vprašal, ker ima veliko kabino še šip. No in ja, lih s tem smo bili. Pa kaj ste naredili, ko ste odreagirali, ker je počelo?
Ne. Ja, nič obrnila svojim pa šla, kaj bom je šla, kakšna guma. Ne. Če bi bila pohodna, bi guma 100% šla. Ne, ni šla. Pa kakšna šipa, tudi šipa ni šla. Nič, pa. No pa, kako se je pa tle vojska, ki so bili zdravi, ne, odreagirala? Nič, smejali so se kot prasci. Ne. In smo šli pogled po njihovih zaklonah in smo našli topovski udar 71. Petarde so jim metali. Mi smo pa 14 dni tu tolče po živcih, ker pričakuješ pa nič ne najdeš. In začneš razmišljati, ali ti je padla koncentracija, ali res ni nič, če si spregledal in kaj je. To je tisto, ki jaz pravim, ne moreš jaz tega zdaj se ne delam frajer, tako je. Ker sem pa rabil pol malo pomoči, so me pa še v Idriji zafrknili, da sem lažniv, da civilna zaščita sploh ne obstaja in tako naprej. In trpim, krivice so se mi zgodile. In naj bo to trpljenje za našo ljubo državo. Ker nisem nič drugega kot domoljub in zaveden Slovenc. 6 mesecev nisem jaz, cela ekipa, lejte, vsak korak, ki sem naredil, nisem bil siguren, ali bo ostala noga, ali me bo razpršolalo, ali me bo jaz ne vem kaj, ali me bo vcepalo do kraja, ali kaj bo. Veste, se je človek polno vrže čez, sam vsega pa ne more. Tisti na minoiskalci je moja malenkost. Ta prvi je ta Srečo Repanšek, ta drugi je pa Leon Pilinger. On je pa zdaj, glih na temi tereni je zgibil nogo stopalo. In tu je ta slika nastala v Cerkljah. Remontni zavod Bregana je bilo, seveda je bilo neki napak, so bila mine, neki številčno so bile realne. Potem smo imeli problem v remontnem zavodu, ker so nam 3 manjkale. Se je komaj čez čas vedelo, da so jih vzeli, da jih je eden dal enmi na Hrvaško. No in ta najhujše, kar je bilo pa v Cerkljah. Primer, če vam povem iz Cerkelj, še prej sem povedal, zdaj povedal še enega, našli smo čep od telesa od mine, tam 2. Ja, kje je pa mina, ker je tisti čep je vzel in dal vžigalnik gor, se pravi, je edini ubojni položaj. No in je bilo treba jih, spravim tako rekoč vahati. Pohlebno jablano, sem rekel sam, da je niso talnehuni jablani malo po strani imela deblo, če bi šel kakšen po jabke gor, da bi ga ruknilo. No pa je bila res tam. In tu vam povem, v 6 mesecih smo mi razminirali Slovenijo, ne samo jaz, je treba poudariti. V 6 mesecih in do zdaj 30 let ne je bilo za nami nič takega. In ne nesreče. Mi smo naredili svoje delo. Medtem ko bo tako država, pa se mislim, da se je kar mačehovsko odzvala. No, zdaj sem pa tle na temi, kar se tiče pa našega predsednika, Boruta Pahorja. Tle prinesel poštar eno kuverto. Sem rekel, kaj pa tu? Pravi, ja, nisem še noben mi takega pisma prinesel. Ne vem, tudi jaz nisem odprl in sem hodil tle gledati okoli. Pa kaj hodiš okoli? Sem rekel, kje je kakšna skrita kamera? Ker sem prečital, da me predsednik države, hvala ti, vabi v vladno palačo za prevzem priznanja, častni znak svobode Republike Slovenije. Jaz sem mislil, da je kakšna skrita kamera, kaj če ne bi človek misliti. In kar nekaj dni je trajalo, da sem dojel, da je to res. Tako da tiste zmerjenje in tu so me se kar eni tudi opravičili. Zdaj, da so tudi ljudje malo videli, da mi delajo krivice.
In to je hvala lepa noče tudi ljudem, in da je do tega prišlo. In sem na tale znak sem pa ponosen. To je pa značka, ki si jo kakšenkrat tudi nadenem in je tudi s ponosom nosim. Ta znak smo dobili pa samo tisti, ki smo hodili po minskih poljah. Veste, je gori Mino Kopuči, pol je ena razpršilna pa pohodna, in tu je znak Slovenske vojske. Jaz še enkrat ponovim, me ni sram svojega dela. Ponosen nanj. 27. sem rekel, pa tudi jaz moram en cajt najti. Sem šel poskopat lipo in sem jo vsadil tukaj. In je v Košani tudi slovenska lipa je spravljena.